Zadnjič smo tukaj končali. Končali smo z idejo, da je koristno, da je dobro poskrbeti za svoje telo, tudi tako, da uživamo tako hrano, v kateri je veliko molekul, ki se imenujejo omega-3. In danes bomo tle nadaljevali. Pokazal vam bom eno študijo, ki dokazuje še iz drugega zornega kota, zakaj je to dobro, zakaj je to koristno. In to bomo naredili tako, da bo čisto vsak razumel, kako zelo dobro je taka hrana, oziroma kako zelo dobre učinke ima na vaše telo. Zlasti pa na vaše možgane. To je ena zadeva, o kateri bomo govorili. Druga zadeva, o kateri bomo govorili, je povezana z enim predlogom. Nekdo mi je namreč rekel, da bi moral biti na teh predavanjih bolj zabaven, bolj teatraličen, bolj zanimiv in da bi moral govoriti tudi o takih zadevah, ki so vam veliko bližje od teh molekul in vsega tega, o čem se govorimo. No, zato vam bom pokazal tudi nekaj slikc. Se to že sicer počne. Ampak zdaj vam bom pokazal še ene. Te slike, ki vam bom pokazal, so tako neverjetne, so tako izjemne, so tako dobre, so tako natančne, da upam, v resnici upam, da se bo še kdo od vas tako navdušil nad znanostjo, kot sem nad njo navdušen jaz. Pokazal bom tudi nekaj fotografij, ki so izvedno naredili fotografiji. To so fotografije, ki so možne zato, ker so znanstveniki spoznali določene mehanizme, določene procese o tem, kako deluje naš svet in povedali, kakšne fotografije je mogoče narediti. Potem so jih naredili in jaz jih bom pokazal ven. To bo tako malo za, ne bo glih za zabavo, mogoče tudi bo pa malo bolj enostavna zadeva, bo treba toliko misliti, bomo samo gledali, bo treba če razmišljati in to bom pokazal zato, ker bi torej rad in tega ne skrivam. Dejansko je to moj interes, da bi imeli radi znanost. Ker posredno ima vsakdo od vas rad znanost. Vsaj posredno. Že zato, ker imate recimo v rokah pametne telefone, teh pametnih telefonov brez znanosti, kaj ne bi imeli. Vsezadnje je tukaj digitalna kamera, ki vse tole snema in brez znanosti tudi te digitalne kamere ne bi bilo in tako dalje in tako naprej. Torej, znanost je vsekakor za nas pomembna, tudi če nam to ni všeč. Ja, ključna. Tako je, ključna je. In imamo radi izdelke, ki jih omogoča. No, ampak med izdelke znanosti ne spadajo samo digitalne kamere in pametni telefoni in tako dalje, ampak spadajo tudi spoznanja, ki vam jih jaz tukaj izurjeno komentiram. Ok, no to bomo danes počeli. Pogledali se bomo študijo, zamislili se bomo, zakaj je zelo, ampak res zelo dobro in koristno jesti določeno hrano, zakaj ni dobro jesti neke druge hrane, to je stalnica, to vedno govorimo.
in ogledali smo nekaj fotografij. Pred tem moram pa še upozoriti, jaz vem, da tale predavanja nekateri ljudje gledajo, ker mi to povedo, ker so objavljali na Facebooku. In da se nekateri vedno znova pritožujejo, češ, kaj sem toliko važen. Jaz v resnici nisem važen in tudi nisem pomemben, ker sem v glavnem samo poštar. Tako da, don't kill the messenger. Poštar je ne smete ubiti, če vam prinese slabo novico, ker vam poštar neč kriv. Poštar brez torbe, ali kako? Ja, poštar brez torbe, ali pa je tole torba moja. Kaj to? Tole? No, recimo, tole znanje. Znanje se jaz vam prinašam znanje je pa v glavi, spravim torbe. Kaj pa po glavo znanje? Glavo pa lahko snamejo. Vzamem helebardo, položim glavo na tnalo in mi to odseka. Tle spodaj je košara, glava se zvoli noter. In to je to. Pošljajo na dom. Pa pošljajo glavo na dom, recimo moje žene, že tako glava, zdaj od vašega moža, to kar je ostalo. Ja, staro smo pa vrgali spletilce. To pa pulsem, da je. A pa ja, pa mravljam, pa vrgovidarjem. Nekomu je. Nekaj tako je, ja. Thanks. In če bi jaz tole, kar počel v srednjem veku, bi se to tudi zgodilo, zares. Tam so sekali 24/7. Tako, non-stop, drug mač. Non-stop. Na veliko, to je sam palal. Ja, nekdo... Naslednji, gremo. Nekdo se ni strinil s tabo, so rekli, ta gre na koljave. Tako. Na klane. Ja. Ali ga otržemo glavo, ne? Ja, otrgemo glavo, nataknemo jo na kol, na sulico. Saj nohte po polici. A pa vsaj to, ja. Žarečimi iglami pod nohte noter, ki se zabavlja. Se predstavljate. Vzameš iglo, daš malo oka, da postane vroča, potem pa se boleš pod... Okay. No, hvala Bogu, ne, vendar ne živimo v srednjem veku več. Tako da jaz se za svojo glavo ne bojim. Okay. In bom še naprej počel to, kar pa počnem, zvrdno vsaj to, kar boste videli, bom jaz to počel. Ko pa vas ne bo več v tole vrano, pa tudi mene ne bo, ker nič govoril. To že ne. Dobro, torej pogledamo si, kaj imamo za danes. Najprej ena slikca. Dragi moji, to je fotografija, to je v bistvu računalniški model, narejen na podlagi spoznanj znanstvenikov. Znanstveniki so se dokopali do nekaterih spoznanj in potem so fotografi, umetniki, strokovnjaki za računalništvo naredili tole fotografijo. Ta fotografija prikazuje nekaj čudežnega. To je nekaj, česar pravzaprav noben človek nikoli ne more videti, noben človek nikoli ne bo videl, svojimi očmi seveda. In tole lahko vidimo samo zato, ker so vrhunski znanstveniki povedali, kaj lahko vidimo. In nikoli ne bi ugotovili, kaj vidimo. Ni šans. Tudi pod razno ne morate ugotoviti, kaj je na tej sliki. Na tej sliki so namreč atomi. Ja. Na tej sliki so atomi, celo tole rdeče so železovi atomi. To so atomi v nekem delcu in ta fotografija prikaže, kako so razporejeni, kakšne strukture tvorijo. To pomeni, da, ko zdaj gledamo na platno, vidimo v svet, ki je tako oddaljen od tega našega vsakdanjega sveta, ki je tako droben, ki je tako majhen, ki je tako pravzaprav neskončno oddaljen,
da ga sicer ne bi nikoli mogli videti, ampak iz tega, iz atomov, je naš svet. Mi smo iz atomov. In danes lahko preučujemo, kako so atomi povezani med seboj, kako so razporejeni, torej kakšne strukture nastajajo v molekulah, v celicah, v našem telesu, v pametnih telefonih, v digitalnih kamerah in tako dalje, in tako dalje. No, toliko za uvod, da malo popestrimo naše zadeve, oziroma fotografijo, ki jo res pravzaprav videlo malo ljudi do zdaj. Zelo malo ljudi. No, zdaj pa nadaljujem z neko drugo fotografijo, ki je veliko bližja temu, s čimer se mi tukaj ukvarjamo. Ukvarjamo se z hrano. Trgovina. Tako je, to je trgovina. Ja. To je trgovina, pravzaprav iz naše perspektive, tako rekoč. Mi smo lahko tukaj za tem vozičkom in se sprehajamo po taki trgovini. In ko smo že velikokrat rekli, v sodobnih trgovinah, veletrgovinah, gigantskih trgovinah, mega trgovinah, je tudi mega veliko hrane, stvari, tako je, in tudi mega veliko hrane. Tudi take hrane, ki jo nočete. Ampak jo je tam vseeno veliko. To je zanimivo. Nočete je, ampak je vseeno ogromno, pa še novo dovažajo, ne nehno jo dovažajo. Okay? No in zdaj bomo pogledali, na kaj misli. Najprej na tole, kar tukaj piše. Mi živimo v svetu in lahko smo pravzaprav zaradi tega do določene mere tudi zadovoljni, kjer je hrana preprosto povsod. Še pred nekim kratkim časom niti približno ni bilo tako. Ko je moj starata bil vaših let, niti približno ni bilo hrane vse posod. Kje pa ravno nasprotno je bilo? Hrane je bilo malo. In je bil odnos do hrane takrat bistveno drugačen. Je bilo treba šparati, je bilo treba jesti malo. Zakaj? Zato, ker veliko preprosto ni bilo. Danes je seveda drugače. Hrana je tako rekoč povsod in nenehno. Nenehno nas pravzaprav tako ali drugače vabi pač ta hrana, ki je vse povsod. Prek propagande, prek glasov in tako dalje, nas tako rekoč vse čas vabi, ne jemo. Ne jo uživamo, ker je tako veliko. Ne uživamo čokoladice, razne kekse in vse ostalo, ne, recimo, kar nam je, kot ljudje seveda pri filmu ugotavljajo, všeč, kar nam je dobro, kar nam paše, kar je dobrega okusa in tako dalje in tako dalje. In zdi se, da je to vse fajn, da je to v redu, da je to super, da bi pravzaprav morali biti zaradi tega srečni in zadovoljni. Takemu okolju rečemo, oziroma tako okolje imenujemo, to je neprevedljivo, to je angleški izraz, v bisogenih, to je neprevedljivo, ampak okolje, v katerem pravzaprav nas vse nenehno sili, da postanemo debeli. Dobesedno živimo v okolju, ki je nagnjeno, dobesedno nagnjeno je k debelosti. Ker če vse to hrano samo poskusite, ni treba, da je vsak dan jeste, da se bašete z njo, da jo samo poskusite, je že kar določena vrednost, tako je, da boste pač postali debeli. To je pomembno spoznanje. Zdi se na prvi pogled, da je malo čudno, pa vendar ni. Živimo v okolju, kjer je dan praktično povsod. Zdi se, kot da bi morali vedno znova jesti, naprimer vsaj 5-krat na dan, kot pravijo, ker preprosto ni res, da bi morali. Mene zakonitosti ni, ki pravi, da je treba jesti 5-krat na dan, tudi slučajno ne. In je to okolje, ki nas pravzaprav potiska nekam, kamor noben razumen človek noče iti. Noben razumen človek noče biti debel. Lahko da kdo želi, ampak potem se jaz sprašujem o njegove razumnosti oziroma o razumnosti njegovih pa njenih odločitev. Mislim na razum, ja. Na razum.
mislim, da človekov zmožnost, da se razumno odloča, naprimer, kaj bo jedel, in da se odloča, naprimer, če se ne bo jedel. Da se razumno odločamo. Dobro, no in zdaj nadaljujemo. Evo, dragi moji, ena od psiholoških idej, ena od psiholoških zamisli, ena od psiholoških spoznanj, povezano z prejšnjim razmislekom o okolju, ki nas dobesedno potiska k debelosti, je, da veliko ljudi, tukaj celo piše večina, veliko ljudi ima težave zaradi tega, ker živijo v takem okolju. Zdaj, ne živijo vsi ljudi na tem svetu v takem okolju, to je najbolj jasno. Ogromno ljudi živi, ki so lačni ves čas. Mi imamo to srečo, da živimo v takem okolju, ki pa generira ta problem, da veliko ljudi potrebuje pomoč, da ne jejo ves čas. Veliko ljudi potrebuje pomoč, da znajo upravljati, če lahko rečem, s temi gigantskimi količinami hrane, ki je povsod. Da se znajo sami sebe disciplinirati, naprimer, da ne jejo, da se bremzajo, tako je, ja, da ne jejo ves čas. In seveda, da bi tako ali drugače poskusili, kar je najbrž brezupno početje, ampak da bi poskusili ustaviti biznis, ki je zadaj. Za vso to hrano, ki je povsod, a veste, je biznis. Je industrija, ki to hrano izdeluje. In to hrano izdeluje zaradi profitov. Te hrane ne izdeluje zaradi vašega zdravja. Te hrane ne delajo zato, ker bi želeli, da ste vi zdravi. To hrano delajo zato, ker hočejo profite, kar pomeni, več ko je hrane, več ko jo pojeste, več imajo oni profitov, pa debelost ostane. Okay? To so principi okolja, v katerem živimo. To ni, a veste, zakaj je to pomembno? To je pomembno zato, ker, kot sem rekel, velikokrat ljudje mislijo, da so sami krivi, da jedo neustrezno hrano, da so debeli in tako dalje in tako dalje. Mnogi strokovnjaki mislijo, da je posameznik sam kriv, da je samo od njega odvisno, kako se bo obnašal v tem okolju, v katerem je hrana povsod. Ampak to preprosto ni res. To kratko malo ni res, zato ker okolje... Kratko malo, kaj pa to gre skup? A ni to lepa slovenska? Ajme. To bomo zdaj še pogledali. To bomo pogledali. Najprej temo... Sej tudi so palačin, pancakes. Niso bili naše palačinke, to imajo američanke. V glavnem, okolje, recimo tako okolje, je že samo po sebi privlačno. Tako okolje z vsemi barvami, embalažo in ulicami in tako dalje, z oglasi, z prijazno glasbo, ki je v teh gigatrgovinah ves čas navzoča, celotno to okolje, veste, je narejeno na poseben način. To okolje je narejeno tako, da bi vas čim bolj zapeljalo k kupovanju. Tega okolja niste naredili po naključju. In take košare, gigantske, poltonske, niso po naključju. Veste, ko sem bil jaz otrok, ko sem jaz strpil to kot vi, tega ni bilo. So take mehne košare, vzel si košaro, zdaj so tudi, se vem, da so, še vedno obstajajo. In potem si tisto košaro naložil približno tolikle stvari, ker več niš do noter. Danes dobiš pa poltonski voz. Naložiš toliko, da boš pol to enak, zunaj parkiral, da ti velješ vso to robo domov.
In to ni po naključje nastalo. Ker vas hočejo zapeljati. In seveda je. Psihologija prodaje. Ne psihologi povedo, jaz sem psiholog. Ne ti psiholog povej, kaj ne naredim jaz, ki sem lastnik te trgovine, da jo ljudje kupili čim več. Pri čemer ni pomembno, da kupijo tisto, kar je zanje dobro. Mene kot lastnika trgovine zanima, da kupijo tisto, kar je zame dobro. Da čim več se pravi. Zato je seveda cinično pikirati na posameznika pa reči, samo od tebe je odvisno in tako naprej. Ni res, to preprosto je čista laž. Odvisno je od številnih dejavnikov okolja, v katerem ta posameznik živi in prej smo že rekli, kakšno okolje to je. Okolje, ki je narejeno tako, da bi čim več ljudi postalo debelih. In tudi je veliko ljudi takih. Zato, ker ni enostavno tem se upirati oziroma se odpovedovati. Ker so te zahteve, dobesedno gre za zahteve. Prej mi nekdo rekel, jaz to velikrat slišim, da starši včasih prav priganjajo svoje otroke. Dej, še več, pa še več, pa še več. Priganjajo jih. Jaz se spomnim staršev, naprimer, ali se to poznate, te klišeje poznate, vsi poznamo v tej kulturi, če otrok ne je, pa če starši mislijo, da ne je dovolj, pa ga pa silijo eno žličko za babico, pa še eno za očija, pa še eno za papeža, pa eno za mamo, ta ubogi otrok pa samo usta odpira, pa stresajo noter, dej še več. To vsi poznate, Da so v bistvu že od začetka učijo, da se prej ne jedamo. Čisto na začetku na moni vse silijo in mi pojemo pa več, kot prenesemo. In vedno je treba pojesti do konca, zapravo da ložijo ti to tle in pa rečejo, da ne smeš pustiti. Ja, da še vse je treba pojesti. To pa meni isto. Torej, očitno je, da prav gotovo ni res, da je vse to odvisno izključno od posameznika. Ni res. Jaz sem tudi že, pa sem odrasel človek, sem velikrat doživel, da če pridemo v kakšno gostilno ali kaj takega, predvsem, da sem jaz tisti dan na postu. In potem se vsi jejo in to je prav težko vzdržati. Zakaj pa ti ne ješ? Zato, ker sem nas na postu. Ja, zakaj smo na postu? Samo pust me pa mir. Bo vse v redu, samo ne drezati vame. Ampak nekaterim se ne da dopovedati in drezajo in potem je treba v neskončnost razlagati, sem do te mere tega dosti. Neskončno krat je treba razlagati, zakaj jaz jem zdravo hrano, namesto da bi drugi ljudje razlagali, zakaj oni ne jedo zdrave hrane. To jim pa ne pride na misel. To je zelo čudno, zakaj bi te sploh razlag pokreval. Sej, zakaj sploh? Tako da jaz sem se odločil, da zdaj molčim kot grob. Če nekdo kaj vpraša, jaz samo molčim. Sej, pa sem pa še bolj čuden, zakaj pa ne rečeš. Skratka, karkoli narediš je narobe. Ja. Dobro, to vsi poznamo. No, tole tudi, Ok, ta slika je lepa, slikica. Jaz sem zelo prijazen, jaz kažem prijazne šlikce. Kaj se skriva pa za te? Bravo, to je pa drugo. To so slikce, ki terjajo komentar. No in to je slika iz neke raziskave, odlavljena aprila leta 2016, pred kratkim torej. Gre za študijo, raziskavo, ki nesporno dokazuje. Tega se ni Rutar izmislil. Kot sem prej, jaz se sam poštar. Ki vam dostavljam brez torbe, dostavljam študijo, oziroma izsledke študije. Torej, študija, znanstvena študija, raziskava dokazuje, in mi se bomo natančno pogledali, kaj dokazuje, ker to je zelo pomembno.
Torej, dokazuje, da fruktoza je oblika sladkorja. To je ena od oblik sladkorja. Oblik sladkorja je veliko. To je ena. Ta fruktoza, pazite zdaj, spreminja. Poglejte, kaj tukaj god piše. Spreminja gene, ki jih imate v možganju. To bomo vse povedali kako. Samo rad bi, da imamo to jasno pred seboj. Ni nekaj nedolžnega, nekaj fruktoza, na primer. Ti pač uživaš, reč, kako je dober, kako mi paše. Vse nam res paše, ampak obenem se dogaja natanko to, kar kaže študija. Se pravi, spreminja gene, vpliva na gene. Na vaš genetski zapis vpliva. Geni pa nadzorujejo v veliki meri vaše možgane, na primer. Nadzorujejo tudi druge stvari. Spreminja možgane. Posledično vam seveda spreminja možgane in to lahko vodi v neurodegenerativna stanja. V bolezen. Ja, zveni zelo čudno, zelo nenavadno zveni, da bi lahko talja hrana, ki je tako privlačna in tako lepa in tako paše in tako sladka in tako nam je fajn, ko jo jemo, vodi do bolezni, do katastrofe. To je zelo čudno. Ljudje rečejo, ne, to se je Rutar spet izmislil, Rutar spet nekaj naklada, on ima to rad, sigurno nam to zmišljal, 100%, je to že odrejeno to zmišljal. Ampak gledajte, mene prav malo briga, to je dokazala študija, raziskava. Jaz jo samo citiram. To je res. No, zdaj pa poglejmo podrobnosti, ker, kot se reče, hudič je v podrobnostih. No, jaz sem to študijo pobral, da mi ni treba. A hudiča, da ga ni? Ja, jaz ne vem, ampak pravijo, da je. Bomo kdaj drugič v tej o hudiču. Danes bomo bolj ohraniti, o možgani. To je naša tema, zdaj se ukvarjamo. Torej, dajmo pogledati kakšno podrobnost. Torej, prva zadeva. Fruktoza je torej oblika sladkorja. Zdaj, ena stvar, ki jo moramo še poudariti, prej gremo zdaj, je ta. Fruktozo najdete v različnih sirupih, s katerimi recimo ljudje sladkajo hrano. Vendar fruktozo najdete tudi v sadju. V sadju je veliko fruktoze. In zadnjič sem, če se spomnite, govoril, da so naši predniki jedli veliko sadja in da tudi danes primati, nam najbližji živalski sorodniki, uživajo veliko sadja. Tako je. Torej, sadje je zagotovo pomemben del naše prehrane, naših prehranjevalnih navad, vsaj kar zadeva prednike. Vendar, v sadju je tudi veliko vlaknin. In ker je v sadju veliko vlaknin, ta fruktoza ni problematična, ni nevarna, kaj ti vlaknine upočasnjujejo, in to pomembno upočasnjujejo absorpcijo, se pravi vključevanje teh molekul v telo. Telo zaradi vlaknin, ki so v sadju, počasneje sprejema fruktozo. In zato ne more narediti škode. Ne more narediti take škode, kot jo naredi v tej obliki sirupov, s katerimi ljudje sladkajo hrano, recimo palačinke, naprimer. Kajti ta fruktoza pa spreminja, torej delovanje genov. Zdaj, delovanje genov pa pomeni, da se bo nujno nekaj zgodilo, naprimer, če govorimo o možganih, se bo nujno zgodilo nekaj v možganih in to ne bo dobro. To ne bo dobro. Te spremembe niso na bolje. Te genetske spremembe so nekaj, česar nočete. Nekaj, česar se je upravičeno treba bati. Seveda,
te spremembe ne bodo nastale čez noč, ne bodo nastale v enem letu, mogoče še v 10 letih ne, ampak v 20 ali pa če boste to jedli vse življenje, pa zelo verjetno. Ni nujno 100% seveda, ampak zelo verjetno. Bo najbolj življenje kratko. In bo potem to življenje toliko krajše. Ja, tako. Zdaj, dobra novica pa je, in ta raziskava je to res pokazala, prav veliko človek postane optimističen. Postane optimističen, to spoznanje, ki ga bom zdaj navedel, nam pomaga pri eni zelo preprosti, vsakdanji, razumni odločitvi. Kot sem že rekel, ljudje se odločamo, kaj bomo jedli in česa ne bomo jedli, razen če smo majhni, pa nam starši v žlico silijo hrano. Ampak ker nismo več majhni, se lahko vsaj do določene mere sami odločamo. Zdaj, razumno, pazite še enkrat, razumno odločanje v tem primeru, s katerim se danes ukvarjamo, pomeni tole. Čim manj takih sladkih sirupov, oziroma najbolje nič, da ščitimo svoje gene in posledično, oziroma prek njih, svoje možgane in seveda zaradi tega tudi svoje kognitivne sposobnosti, spomin, zmožnost za učenje in tako naprej. Imamo pa dobro alternativo in ta raziskava to tudi nesporno dokazuje. Vi ste že slišali, ker sem vam povedal že večkrat, da obstajajo maščobne kisline, ki se imenujejo omega-3. Obstajajo omega-3 maščobne kisline in te imajo neverjetno, izjemno, krasno, čudovito zmožnost, da nekaj naredijo v naših možganih. In pazite zdaj, raziskava potrjuje, da tudi omega-3 vpliva na gene. Kako, če ne more? More, seveda more. Tako kot fruktoza more v tisto smer, v katero nočemo iti, omega-3 spreminja, poglejte, cele genske sekvence, cele vzorce genov, ne samo enega ali dva, tako kot je to napisano, nazaj v normalno stanje. Torej, če se človek odloča, kaj bo jedel in ima na izbiro fruktozo v obliki raznih sladkih napitkov in sirupov in sledil in tako dalje, ali sadjem oziroma omega-3 maščobnimi kislinami, potem pravim, če je razumen in večinoma ljudje so razumni, bo izbral kaj? To drugo, tako je. Ne zato, ker je Rutar tako rekel, ne zato, ker je Rutar pameten in vzvišen in nekaj takega, ampak zato, ker je to res. Okay? To nam pove razum. Dobro. In seveda temu bi samo še dodal, jaz ne trdim in nikoli ne bom trdil, da tako morate početi. Ne mislim nikoli. Trdim samo, da je to razumno. Tega niste nikoli rekel, da tukaj je. Ja, sam pač opcije nam je, povedal je tako, kaj je. Hvala. To tle počnem. Okay. No, fajn. Zdaj gremo pa naprej in samo še poudarim enkrat, v sadju je veliko vlaknin in veliko drugih molekul, ki so v resnici dobre, recimo varujejo naše možgane, so dobre za naše telo. Zato je razumno, da človek poje veliko sadja. In to spoznanje se ujema s tistim, o katerem smo govorili zadnjič. Tudi naši predniki so to počeli. Tudi primati to počnejo.
Če boste daj gledali kakšen dokumentarc, je kar precej verjetno, da boste videli kakšnega primata, kakšno opico v krošnji kakšnega drevesa in ubira sadeže in se kazni. Vsa živa bitja. Ja, no ne vse. Dobro, čisto sadje. Ne, ampak ja, zato ker je sadje dober vir energije, ima vlaknine in ima še vitamine, tako naprej, druge molekule, ki so preprosto protektivni, ki varujejo, ki so dobri in koristni za človekovo telo. In kot rečeno že prej, če je človek na tem, da se razumno odloča, se bo verjetno odločil za tisto, kar je za njega koristno, ne pa za tisto, kar mu škodi. Ok, mislim, da k temu ni treba ničesar več dodati, vsaj za enkrat. In gremo mi zdaj naprej. To je pa vprašanje, ki je povezano z Alzheimerjem. Ja, povezano je z neurodegenerativnim stanjem, v tem primeru to Alzheimerjeva bolezen, ki jo tudi nihče noče. Seveda, mi se ne bomo zdaj ukvarjali z Alzheimerjeva bolezen. To vprašanje je na mestu zato, ker želi poudariti nekaj drugega. Torej, ali dobite dovolj vitamina B1. Zdaj, kaj pa to je? Zdaj bomo spet pogledali kakšno slikico. To je. Vitamini, ja, vitamin B1. Zdaj, k temu bi najprej spet rekel, vedno znova me kdo napade, češ, kaj ni pa pol sploh jem, če ne smem rdečega mesa, ki povzroča raka ali pa še kaj drugega. In jaz vedno znova kažem slikce, koliko je tamle zunaj hrane, ki je zelo poceni, ki jo je dostopna, ki jo je mogoče jesti. Torej, vitamin B1. Vidite, imate ogromno hrane, oziroma ogromno na izbiro vrst hrane. Od sočivja, recimo, do riža, do raznih vrst žitaric, kakor jih hočete jih tam imeti. Torej, ne morete reči, ja, nič ne smem zdaj jesti, zato ker smo tukaj rekli par stvari. Ni res. Take hrane je veliko, je še ena slikca, samo izbrati jo je treba, nič drugega. In ker jo je veliko, že prej smo rekli, da je pravzaprav vse povsod, je tudi poceni. Ni res, da je draga. In krasno, čudovito vlogo ima B1, se ne sploh vitamini iz te množice, če lahko rečemo. In spet, tukaj vidite, piše, ne sploh sem jaz tako rekel, ampak ker so znanstveniki tako rekli, da je to krucialno, zelo pomembna odločitev, zelo razumna odločitev človeka, da vnese v svojo hrano, v svoje prehranjevalne navade to, kar sem ravnokar omenil, se pravi vitamine oziroma vitamin B1. Zakaj? Zato, ker je zelo pomemben. Vidite, možgani potrebujejo. Možgani ga potrebujejo. Potrebujejo ga, recimo, pri absorpciji glukoze. Glukoza je vir energije, pomemben vir energije za možgane. Se pravi, če hočete, da bo potekala absorpcija energije v možganih tako, kot je treba, potem ste zainteresirani, da uživate vitamin B1. In da ne rečete, ja, jaz pa tega ne jem. Ampak da najprej premislite, ok, morda res tega ne jem, ampak zdaj nisem tega jedel, mogoče bi pa od zdaj naprej. Zato, ker je to koristno, kaj te raziskave nesporno dokazujejo, da je, recimo, v zgodnji fazi Alzheimerjeve bolezni pri ljudeh, ki jo pač dobijo, veliko pomanjkanje natanko vitamina B1. To je nesporno dokazano, da imajo ljudje, ko dobijo Alzheimerja, med drugimi sredi težavami, ki jih imajo tudi premalo vitamina B1. In nažalost se kdaj zgodi, da kdo
dolga leta recimo tega ne uživa ali pa uživa v premehnih količinah, kjer reče, meni pa to ne paše, meni pa to ni všeč. Jaz pa tega ne jem, pa niti ne znam povedati, zakaj tega ne je. Naše prehranjevanje, če hočemo zdravo živeti, preprosto mora temeljiti na znanju. Kaj je zdravo in kaj ni. Mora temeljiti. Naše odločitve ne smejo temeljiti zgolj na občutku, kaj mi paše in kaj ne. Ne smejo temeljiti zgolj na tem, ja, od nekdaj že to jem, jaz sem to navajan, briga mene, to bom jedel še naprej. Kaj ti, če to počnemo, potem se seveda lahko zgodi, da se povečuje tveganje za nastanek kakšnih bolezni. Zdravi možgani potrebujejo ustrezno količino tiamina oziroma vitamina D1. Ustrezno količino. Zdaj, koliko je ustrezna količina, tega zopet nam ne pove občutek. To se poučimo. Recimo, gremo na kakšno rutarjevo predavanje. Ja, ali pa kam druga, ali pa gremo na Google. Preprosto vprašamo Google. Kolikšna je adekvatna, ustrezna količina, povej mi, in takoj dobite odgovor. V sekundi, pa še za spojnje. Torej, s tem se ne bomo ukvarjali, to bomo drugič. Še eno slikico. S tem se pa bo, ne preveč, čist pa bomo pa še eno slikico pogledali, se bomo pa že konc. Parkrat sem že omenil, da je zelo pomembno vedeti tudi nekaj o povezavah med možgani in procesi, ki potekajo v črevesju, želodcu, črevesju. Zadnjič sem povedal, da je tam ogromno, ampak res ogromno, velikansko veliko mikroorganizmov. Zelo, zelo pomembni za naše zdravje. Teh mikroorganizmov je res veliko. To so biljoni in biljoni in biljoni mikroorganizmov. 1 biljon je 1000 milijard. Okay? V telesu imate na 1000 milijard mikroorganizmov. Smo bakterije. A se hecate malo? Ne, Maja, jaz se ne hecam. Pa so pa očitno res mehni. To sem vam pokazal tudi eno slikco čisto na začetku. So tako mehni, zato se tudi imenujejo mikroorganizmi, da jih praviloma s prostim očesom ne morate videti. Rabite povečevalno steklo. Tudi s takim Ne, mikroskop. Mikroskop rabite. Zelo močen mikroskop. Tako, zelo močen. In zato, ker so tako majhni, jih je lahko tako zelo veliko. In jih tudi je. In ker jih je tako zelo veliko, in ker so zelo pomembni, je dobro pogledati, da mi tega ne moramo pogledati, zato to znanstveniki vrdijo, da mislim nas, kaj imamo v tistem delu našega telesa, ki se ga nekateri tudi sramujejo in se hočejo obnašati tako, da ga sploh ni. Recimo, črevesje. Zelo dobro je pogledati, kaj je tam noter. In ker so znanstveniki to naredili, in ker sem jaz naredil domačo nalogo, vam lahko povem, kaj vse so spoznali. No, povem samo eno stvar, ker spoznali zelo veliko. Eno stvar vam povedal. Kako zelo dobro in pomembno je vedeti tole. Torej, tukaj vidite raziskavo, ki je bila pred kratkem, na univerzi Yale, torej naredili so znanstveniki iz te univerze, ugledna svetovna univerza, naredili so vrsto eksperimentov, niso ne samo enega, niso zelo veliko, zelo različnih število ljudi, torej veliko število ljudi, različnih ljudi, in so ugotovili, čisto preprosto, če zgolj prevedemo, ugotovili so, da obstaja vzročna povezava. Vzročna povezava. Med čim? Obstaja vzročna povezava med tem, kar se dogaja v našem drobovju, še nič nismo povedali, kaj se dogaja. Obstaja vzročna povezava, kaj ti mi z hrano, ki jo jemo,
to, kar se dogaja v našem drobovju, v našem črevesju. Mi to spreminjamo. Življenje mikroorganizmov v našem črevesju je do določene mere odvisno od tega, kaj mi jemo. In svojo hrano vplivamo na mikroorganizme. Zdaj, ti mikroorganizmi so, tako splošno vzeto, dveh vrst. Eni so dobri, eni so pa slabi. Rečemo jim tako preprosto. In mi lahko vplivamo tako svojo prehrano, da je v našem drobovju nenadoma več slabih mikroorganizmov. In tega spet nočemo. Po drugi strani pa, če smo razumni, želimo vplivati svojo hrano na tiste mikroorganizme, ki so tam, ki so pa dobre. Teh hočemo imeti veliko. V njih pa nočemo imeti veliko, v njih hočemo imeti čim manj. In lepota tega je, da mi z načinom svojega prehranjevanja lahko vplivamo na to. Ni res, da smo zgolj prepuščeni usodi in da zgolj sledimo temu, kar pač se tam dogaja in smo popolnoma nemočni in rečemo, ja, kaj pa jaz moram narediti, da se ne da, pač tako je. Ni res. Torej, znanost dokazuje, da obstaja vzročna zveza med spremembami v življenju teh mikroorganizmov in tem, kar pojemo. Drugače rečeno, spremeni svoje prehranjevalne navade in spremenil boš življenje mikroorganizmov v svojem drobovju. Še enkrat, torej spremenite eno, naprimer nekaj v vašem prehranjevanju, in spremenili boste, tukaj znanstveniki celo pravijo, vzročno. Vzročno boste spremenili to, kar se dogaja v svetu teh mikroorganizmov. To zelo pomembno. Lahko na to vplivate, če hočete. Če se tako odločite. In v resnici to ni težko narediti. Zgolj, ko greste v trgovino z onim vozom, kar smo ga videli čisto na začetku, namesto da zavijate tja, kjer je ogromno tistih sladkih pijač in siropov in vsega drugega, zavijate nekam drgane. Naprimer k saladu, ali pa k zelenjavi in tako dalje. Samo zaviješ, ne drugega. In težko mi bo kdo rekel, da je to nemogoče narediti. Vse ule voziček ne gre kar sam. Ja, a gre sam? Ne, vi ga porivate. In vi se lahko odločite, kam ga boste porivali. Na eno smer ali pa v drugo. Ja, čeprav eni bi si želeli, da bi šel sam. Ja, zato da rečejo, da je šel sam tja, da niso oni nič krivi. Tako je, da niso odgovorili. Kaj jaz moram reči voziček, če je šel sam tja? Kaj jaz moram, sirup se je kar sam zlil v moja usta. Jaz sem sam odprl, ali pa kar ne, usta so se kar sama odprla. Vse se je samo. Vse se je zgodilo samo od sebe. Tako, jaz nemam nič pri tem. Zdaj, ali je vse to, kar sem danes povedal, za vas kakorkoli smiselno? Ja. Ok. Pravi, strinjate se z mano, da ste razumna bitja, da se lahko odločate in da hočete sebi dobro. Fajn, ok. No, zdaj pa še malo slic. Čist mojega. To ne bo zanimalo, tudi ne to, še drugi, zdaj bo samo še slici gledal. Zobna pasta. To je fajn. Zobna pasta. To ima dobrega okus. Dober okus ima. Pusti uski. Če boš pa s tem se putral, pa najbrž ne bo preveč dobro. Ampak, ali vi veste, kaj dodajajo zobnim pastam? Vse živo. To pa nimam pojma. Predvsem nas zanima dragi moji titanov dioksid. Nekaj, česar zagotovo nočete imeti v svojem
telesu. Ampak zgodba ima še nadaljevanje. Če boste kdaj gledali na embalažo, zadaj, kaj je pač v izdelku, ki ga kupujete, boste morda naleteli na tale izraz E171. Vi ste gotovo že slišali za razne dodatke z imenom E. No, zdaj si zapomnite, ali pa tudi, če si ne, no, E171 je titanov dioksid. Titanov dioksid pa ne obstaja samo v zobni pasti, ampak je tudi v sladkarijah, je v čokoladi, je v raznih torticah in biskvitih in tako naprej. V tem smo z žvečilnem gumijo. In v zobno pasto smo rekli, pa tole kremi za sončenje. Titanov dioksid. Ne, kremi sončenje, ampak sunscreen. Ja. Sunscreen je krema za sončenje. Vi sam pogledajte, prosim vas, ko boste šli v trgovino, kdaj, ali te hotel kupiti žvečilni gumi, pasti za zobe, ali kaj podobnega, tale E171. In če opazite, da obstaja, prosim, ne vzemite tistega izdelka. Ker titanovega dioksida pa zagotovo nočete imeti. To je tako kot pošast. To je tako kot je tak majhen monstrum, zelo majhen, skrajno majhen, morate ga videti. Zakaj ga dodajo zelo, mislim? Ja. A kaj pripomore, prita nič? Nič ne pripomore, oziroma pripomore malo k nekaj piše celo, no pa tudi, če ne piše, pač vam bom jaz povedal, pripomore k lastnostim tega izdelka, da so malo drugače videz imajo, pa malo so bolj, kot da jih lažje po ustih valjate in da vam je bolj tako elastično in prijazno. Da vam je pravzaprav nek način bolj dobro. Zakaj pa to dodajajo, če je to slabo? Kar sem povedal, dodajajo zato, ker bo človek, ki bo to kupil, imel potem, ko boste to jedli, ko boste žvečilni gumi in tako naprej, bo imel prijeten občutek. Pasta za zobe. Kar si sam rekel, koliko je prijetna, prijeten okus ima. Ja, ni dobro, ampak se tudi, če se ne futraš, ne važno je, da ga poustno valjaš, vse zvečilnega gumija tudi te poješ. Ampak te molekule, ki so noter, se izločijo in jo imate v slini, naprimer. Slino pa pogoltnete in potem pride v želodec in potem lepo potuje, tako je. In smo spet pri drobovju, pri črevesju. Stvari potujejo gor pa dol. Ni treba, da jih glih pojeste. Vse tudi sončne paste za kreme za sončenje ne jeste. Ok, kreme za sončenje ne jeste, pa kaj naredite? Ja, namažete se. In kam grejo molekule, iz katerih je? Skozi kožo po telo. Skozi kožo v telo. Kam pa drugam? In smo spet tam. To je to, ki je to masna. Ja, in je masna, in je fajn, diši, in kam vem, kakšne vse lastnosti ima. In to naredijo v tovarni zato, da jih boste čim več kupili. Oni ne naredijo zato, ker je zdravo. Oni naredijo zato, da bi... Vse sem prej povedal, zaradi profitov. Ne smete misliti, da izdelovalce izdelkov dejansko zanima vaše zdravje. Ker jih ne. Seveda do določene mere tudi, ker ima inšpektorje, pa morajo ubogati razne standarde, ampak ti standardi so vedno tako narejeni, da je možno dodati, ne reče se, do določene mere pa lahko to date noter. Mi si zavemo, da je to strupeno, ampak če je dovolj majhna količina tistega, pa ne bo nobene škode. Je pa to seveda zelo, zelo vprašljivo, če je res. No in znanstvene študije dokazujejo, da ravno ni res. Na embalaži bo sicer pisalo, da je to še v mejah normale, znanstveniki pa rečejo larifari. Ok. No, dajmo še kakšno slikco. To bomo preskočili sicer. No, tole bi vam rad komentiral. To je sicer
schematična slica, ampak tole je v bistvu znanstveni čudež. Na mehurčke, ja. Lahko mehurča pa golf, žolice za golf, ja. Jansko tako zgleda, ne? Ampak kaj tole je? Veste, kaj je to? To so v resnici sodobni, že preizkušeni in čez določen čas bodo to ljudje tudi množično uporabljali. To so svojevrstni nanoroboti. To so sodobna cepiva. To so sodobna cepiva, ki vam jih ubrizgajo v telo, ampak ta cepiva, če lahko rečem, to so nanodiski se imenujejo. Ta cepiva so v bistvu tako narejena, da cepivo drugače poznate, se želi pri zdravniku, ko so vam dali iglo, tako je so vam dali, kaj so vam dali. To, kar tukaj piše, veste, to so neoantigeni. To so molekule, ki so jih spremenili v laboratoriju. Na nek način so jih pravzaprav izdelali. Vidite, tukaj to so specifični, to so mutanti, to so mutirane, to je mutirana snov, tako je, mutirana, ki jo postavijo v ta disk, to smo prej videli, in ta disk zdaj potuje po telesu kot nekakšna umetna inteligenca. In nauči, dobesedno, nauči vaše imunske celice, imunski sistem, te celice. Nauči jih, tako kot sicer to cepivo dela, nauči jih, da prepoznavajo neoantigene in jih ubijajo. Se pravi, po domače rečeno, človek zboli za neko boleznijo, naprimer za rak, dobi raka, recimo tumorske celice, seveda imunski sistem jih napada. Ampak te celice se blazno hitro razmnožujejo in je seveda to težko, v tem boju težko zmagati. Če pa mi dodamo spremenjene celice, ki smo jih naredili v laboratoriju, mi jih lahko seveda razložimo na veliko. Damo jih v telo, imunske celice jih prepoznajo in tvorijo nove celice, ki napadajo te rakaste, recimo tumorske celice in eksperimenti, ki so jih zdaj naredili, recimo na živalih, dajo osupljive rezultate. Osupljive rezultate, ker se teh celic lahko razložite na milijarde in milijarde in milijarde in spodbujate telo, seveda, da jih proizvaja še. No, v bistvu učite telo, učite imunski sistem, kako delovati, ja? Tako, da bodo te celice prepoznale specifične tumorske celice in samo tiste uničene. No, to je bližnja prihodnost, recimo, samo toliko, da boste vedeli. To je še en sodobni čudež, to je fotografija, ki je pa še bolj neverjetna od tega, kar ste ravno kar videli. Zato, kar vam zdaj kažem, je v bistvu cutting edge science, to je špica znanosti. Ok, tole vidite na levi strani iste celice, kot so na desni. In znanstveniki znajo danes vplivati na genom, na gene tako, da proces staranja ne samo zavrejo, ampak ga obrnejo. Kot da se celice pomlajujejo. To so celice pred 4. majem, kot se reče. In te celice so videli, so že na pogled se vidijo, so bolj zgubane, so že malo starejše in tako naprej, to ni težko ugotoviti. Potem so jih pa obdelali, če lahko rečem, s to metodo, o kateri zdaj govorim takoj, s to metodo in dosegli, pogledajte, da so se celice na nek način vrnile v prejšnje stanje. Zbravi, dejansko izgleda, kot da so se pomladile. Seveda, to je zdaj eksperiment. To je nekaj, kar bo treba še preverjati, da nima kakšnih stranskih učinkov, preden se bo to res uporabljalo v življenju ljudi, ampak morda pa se bo izkazalo, da se res to da narediti brez škode tudi na ljudeh. Kaj pa bomo nesmrtni čas? Ja, jaz sem kar pričakoval to vprašanje. Tako preprosto seveda
Vsaj za enkrat, nažalost, ni. Ja. Ker vprašanje je, kaj se s temi celicami zgodi, ko jih pravzaprav prisilite v neko drugo stanje. Zgledajo že lepo, ampak je treba še počakati, kaj vse se še dogaja, pa mi tega ne vemo, pa ne vidimo. Tako da, ideja je sicer dobra, ampak počakati. Počakati. To bomo zdaj tudi preskočili, to nas ne bo zanimalo. Tole pa mogoče samo za eno tako popestritev. To pa nekaj tako neverjetnega. To je iz enega članka, ki je nastal pred časom in en belgijski kognitivni psiholog je predstavil enega pacienta na enem kongresu, ga je predstavil, ki je tako neverjeten, da bo pravzaprav znanost še nekaj časa potrebovala, da bo znala pojasniti, kako je to sploh mogoče, kaj se je temu človeku zgodilo. Ta gospod, ki je prišel potem do tega kliničnega, do tega kognitivnega psihologa, ta gospod je živel pač čisto običajno življenje, tako kot mnogi ljudje. In nekega dne, zaradi manjše težavice, prišel do zdravnika in skratka, da skrajšal zgodbo, potem prišel na koncu do tega kognitivnega psihologa in to so posnetki njegovih možganov, oziroma bolje rečeno, to so posnetki njegove lobanje. Kaj ti človek, ki je živel sorazmerno, torej običajno, normalno življenje, izmerili so njegov inteligenčni kvocient, imel je družino, delal je in tako dalje, normalno življenje. Okay? Njegov inteligenčni kvocient je bil 84, ampak to je spodnja meja povprečja, nič posebnega, čist nič posebnega. Živi normalno življenje, hodi v službo, ima družino. Okay. Potem naredijo posnetek njegove glave in osupljajo. Kaj ti, zdaj se primite za stol, ali kam če da noter padali znak. Človek je imel možgane, ki so predstavljali samo 10% možganov. Se pravi, 90% možganov mu je manjkalo. Glava je bila v glavnem prazna. V glavnem. Si predstavljate, 90% prostora, kjer bi morali biti možgani, to bomo še videli, ker ta hip tega še ne znamo pojasniti. Kako je mogoče živeti, če ti manjka 90% možganov? Se pravi, normalno življenje, imaš družino, kar pomeni, da ima otroke, hodiš v službo in imaš inteligenčni kvocient 84, kar ni mi. Da njemu lahko rečemo, da ima prazno glavo. Dobesedno. Vsega živi normalno. No, bomo videli, kako se to pojasni. Hvala za danes.